Dober dan. Evo mene nazaj s prvim Q&A videom v letu 2020. Mislim, da je celo prvi video v letu 2020. Mislim, da je. Nazadnje sem objavil video o količinah vitamina D pri slovenski populaciji in problematiko. Mislim, da ga bom lahko danes tule dal gor na to stran, če si ga kdo hoče iti ogledati. V glavnem zadnjič, ko sem to naredil za linka, ne morem tega še narediti, zaradi tega, ker rabiš vsaj 4000 naročnikov na kanal. Teda linkov še ne morem delati, jih bom delal v opis, dokler da ne imam 4000 subscriberjev. Svoje videe pa videe iz YouTubea pa lahko delam. Tako da zdaj bo tule link do objave oziroma do vloga o vitaminu D, ker je pač kar pomembna zadeva. Zdaj pa prej, da gremo na vprašanja, imam za vse ljubitelje kave, cold brew kave, en super recept za cold brew limonado. Zgledate tle. Rabimo cold brew kavo, sok ene limone, vodo, led, nekaj lističev mete in žličko sladkorja. Kako se pa pripravi? Iz limone, vode in sladkorja pripravimo limonado. V kozarec ga napolnimo z ledom, nalijemo 2/3 limonade in jo prelijemo s cold brew kavo. Na vrh dodamo še nekaj lističev mete in po potrebi dodatno sladkavo. Ok, to sem probal 2 dni nazaj in je bolano dobro. Ne morem se odločiti, a je navadna kava, mislim navadna kava, navadna cold brew kava bolj dobra ali je limonada cold brew bolj dobra. V glavnem probi sam, pa pošiljaš ti bo pasalo. Zdaj pa res gremo na vprašanja. Prvo vprašanje je, Ojla, kaj je fajn jesti v hotelu, če že vnaprej veš, da boš več dni brez telovadbe, cilj pa je izguba kilogramov. Prva stvar, zdaj v enem tednu se ti ne boš tako zredil, da bi ti podrlo tvoj nek napredek večmesečni oziroma večletni. Še posebej, če si res konstantno skozi. To je prva stvar. Druga stvar, ko je pomembna, je, da se probamo ne sekirati zaradi vsake malenkosti, ko se nam zgodi v prehrani. Zaradi tega, ker če imamo mi nek prehranski režim, ki nam ugaja, pa se ga konstantno lahko držimo, pa smo res pač pridni pri temu, se lahko tu pa tam pregrešimo. Se lahko tudi vsak dan pregrešimo, pa ne bo nič narobe, ker je važen prvo kot prvo kalorijski vnos. Se pravi, kalorijski vnos je 90% oziroma 80% izgube telesne teže nasploh. In če boš ti kjerkoli boš, karkoli boš jedel, v kjeremkoli hotelu z kakršnokoli kvaliteto hrane, če boš držal kalorijski deficit, ni važno, kaj boš jedel. Prvo za izgubo telesne mase. Zdaj drugo je pač kvaliteta hranil, ki jih dobiš v hotelih, v določenih dobiš ful fajn, v določenih dobiš ful slabo, ampak za telesno maso, oziroma da se ne bi zredil, je važen sam kalorijski deficit. Se pravi, prva stvar je kalorijski deficit, druga stvar je, da se ne sekiraš, zaradi tega, ko boš, ne vem, primoran nekaj pojesti, lahko si sicer itak dela svoje malce, samo za kabi, če manj samo postrežno, ne. Pač poješ malo manj na približno, niti ne rabi si kalorij meriti, ker to je dodaten stres. Če si hočeš, si jih lahko, da si bolj ziher, ni pa treba. Itak imaš, če si konstantno že prej bil, pa če imaš neko rutino, približno veš neke količine, ne. Sicer je drugo, ko so določene omake, pa so dodane razne pizdarije, ne veš niti koliko kalorije, samo lahko približno oceniš. Je pa še tretja rešitev, ko je pa po mojem mnenju ena izmed boljših, nasploh tudi, ko nisi v hotelu, je pa delno postenje. Pač enostavno narediš tako, da res greš zadnji cajt na zajtrk, ko lahko greš, pa takoj na večerjo, ko se pač večerja začne. In imaš v bistvu, po moje, če je, ne vem, zajtrk je do 10:00 ponavadi, ješ ob 10:00, večerja je pa do, ne vem, kdaj je v hotelih, kakaj 8:00, 9:00. Pa začne se ob 6:00, verjetno 7:00, pač greš ob 6:00 in imaš lepo od 10:00 do 6:00, to je pač 8 ur, imaš okno prehranjanja, pa 14 ur fasting. In načeloma niti ne moreš pojesti toliko kalorij, ker ti malo cajt zniža v obdobju, ko se boš hranil, pa druga stvar je, da itak pozitivno vpliva na, vsaj, mislim, predvsem zjutraj na utilizacijo maščob. Tako da, po eni strani lahko ti bo to še celo pomagalo shodiš, ampak to je ena stvar, ko jo lahko narediš zraven, poleg tega, da imaš pač kalorijski deficit, da za to poskrbiš. Aplikacije so pa itak MyFitnessPal pa Kronometer sta ful fajni, zaradi tega, ker lahko res ful fajn tudi oceniš, glede na velikost obroka, ko ga dobiš v hotelu, če ga že pač ne moreš zlagati. Teda ja, to je to. Pač čim manj stresa, kalorijski deficit, lahko si pa pomagaš tudi z delnim postenjem. Ok, drugo vprašanje je, kaj povzroča odvečno maščobo na notranji strani stegen? Prva stvar, ko je potrebno razjasniti, je, da nič ne povzroča
nabiranja maščobe na določenem delu telesa. To je prva stvar. Druga stvar je povzročanje nabiranja maščobe na telesu se zgodi zaradi več stvari, ne? Bom pol povedal, kaj so vse te stvari. Ampak maščoba se bo isto nabirala na stegnih, na trebuščku, pač kjerkoli. Se pravi, telo samo izbira, kje bo nabiralo maščobe. Res je, da se mogoče kaže eno raziskavo, oziroma niti ni bila raziskava, bolje bi bil vprašalnik pa to. Pri ženskah se naprimer je malo odvisno, kje se nabira maščoba od progesterona pa estrogena. Se pravi, ko gre menstrualni cikl, načeloma je tak, mislim, da zdaj nisem čez ziher. V prvi fazi, prvi polovici meseca, se malo več maščob nabira na trebuščku, v drugi fazi menstrualnega cikla se malo več maščob nabira na, mislim, da stegnih ali na bokih. Mislim, da na stegnih. V glavnem, to nisem ziher. Se pravi, to je edina stvar, ko jaz vem za njo, da sem zasledil, da se mogoče pri ženskah v različnih fazah ciklusa, na različnih delih telesa nabira maščoba. Ampak to ni zdaj, da se boš pa, ko boš jedla, ne vem, v prvem delu zredila ful v trebušček, pa v drugem delu ful skušala trebušček, pa se zredila ful v boke. To ni, to so pač procentualne vrednosti, ko se mogoče kažejo pri določenih ljudeh, tudi ne pri vseh. To smo zdaj razjasnili. Telo nabira maščobe tam, ko hoče, telo izgublja maščobe tam, ko hoče. Se pravi, tudi če boš šel ti v fitness, pa boš hotel okoli trebuha izgubiti maščobo, pa boš delal 10.000 trebušnih na dan, ne boš zaradi tega kaj več izgubil maščobe na trebuhu. Zaradi tega, ker bo pač telo izbiralo tam, ko jo imaš. Se pravi, če ne bo se odločilo, da bo izbiralo na trebuhu, bo pač nekaj drugega, tudi če boš ti trebušne delal. Zdaj pa kaj povzroča nabiranje maščob, pa kaj povzroča, da se maščobe ne nabirajo. Prva stvar je spet kalorijski deficit oziroma kalorijski presežek. Če imaš ti kalorijski presežek, boš pridobil maso telesno. To ni pač druge poti. Če boš imel kalorijski deficit, boš pa načeloma izgubljal mišično maso, telesno maso nasploh, mišično ali pa maščobno. Gibanje pomaga, se pravi, gibanje pomaga, da metabolizem malo hitreje dela, se pravi, ljudje, ko se začnejo ukvarjati z nekim gibanjem, z neko fizično aktivnostjo, ne samo, da pokurijo zaradi tega več kalorij, ker pač delajo neko fizično aktivnost. Čez čas bojo pokurili več kalorij, že sam, ko bojo sedeli oziroma ležali, se pravi kalorije v mirovanju, zaradi tega, ker metabolizem je toliko bolj navit, tako da bi dejansko avto predelal. Več kalorij bo pokuril, avto pač pokuri več bencina, zato ko ima pač večjo mašino. Isto se zgodi, ko se začnemo ukvarjati z neko vadbo, se nam poveča tudi metabolizem v mirovanju. To je to v bistvu od vprašanja. Se pravi, ko povečaš količino gibanja, se poveča tvoj metabolizem, se poveča poraba kalorij. Ko znižaš količino gibanja, se zniža tudi poraba kalorij in to lahko povzroča nabiranje maščobe. Stres lahko povzroča nabiranje maščobe, oziroma niti ne nabiranje, ampak težje izgubljanje maščob oziroma neko stagnacijo lahko povzroča stres. Se pravi, ni vse kalorijski deficit, je pa večino, 80% vsaj. Potem imamo še pa določene bolezni, ne vem, ko otežijo izgubljanje maščobe oziroma nasploh mase oziroma povzročajo, da se rodimo so določene genetske bolezni, naprimer najbolj znan je lahko diabetes. Na diabetesu je res težko, ne? Ampak imam tudi varovanca, ko je shujšal za 30 kg, s tem, da ima diabetes tipa 1, kar je v bistvu hujša oblika diabetesa, ne? Ampak je pa ful priden, pa to gre. Da se, ampak je ful težko. Se pravi, bolezni lahko otežijo oziroma poslabšajo izgubo telesne mase, predvsem maščobe. Se pravi, ja, to je to. Nič ne povzroča odvečne maščobe prav na stegnih, povzroča pa odvečno maščobo več stvari, ki sem jih pa itak zdaj povedal. Ok, tretje vprašanje. Katera substanca po tvojem mišljenju najbolj scvre oziroma uniči naše možgane? Zdaj, prva stvar oziroma prva substanca, ko bi jo jaz takoj izpostavil, je alkohol. Zdaj, alkohol sam po sebi niti ne uničuje toliko možganov, da bi zdaj rekel, zdaj pa spil en kozarec pira, pa bo mentalno prizadet človek pol, ampak je bolj to, da je ful lahko dostopen. Se pravi, kakor si polnoleten, lahko začneš uživati alkohol. Mislim, tudi lahko ga prej, ne, ampak rečemo, da ko si polnoleten, začneš uživati alkohol. Približno pri polnoletnosti oziroma do 12. leta se naši možgani še razvijajo. Zdaj, alkohol lahko pa na to vpliva. Alkohol, predvsem pri alkoholikih, itak. To ni zdaj ono, ko gremo enkrat ven, pa bomo pač, ker IQ se nam zniža za 20 pika, ne, ampak se pa dogaja, da lahko posredno vpliva na možgane. Se pravi, poslabša nam spanc, s tem, ko nam poslabša spanc, lahko vpliva na, mislim, ne samo na možgane, pač, ko nam poslabša spanc, vpliva na vse, ne da lahko vpliva na vse, ampak vpliva na vse. Druga stvar je, da alkohol itak povzroča bolezni ledvic, bolezni jeter. Najbolj pomembni sta pa tudi, ko se najbolj navezujeta na vprašanje glede možganov, ne, je pa v bistvu demenca.
alkohol lahko povzroča demenco, oziroma predvsem pri alkoholikih. Zdaj ne vem, če je to mogoče, če ste vedeli, ampak naprimer, ko imamo alkoholni delirij, a ne. Alkoholni delirij je pač to, ko v bistvu imajo ljudje halucinacije, ko so dezorientirani. V glavnem pač alkoholni delirij je povzročen zaradi tega, ker pri alkoholikih v bistvu skoraj ni REM spanca, a ne. Tudi takrat, ko grejo spat, so v bistvu ni pravi spanc, so v bistvu uspavani. Alkohol te uspava, ne povzroča pravega spanca. In zaradi tega, ker pri alkoholikih je tako pomanjkanje REM spanca, se pač telo odloči, ok, REM spanc je pač nekaj najbolj pomembnega glede našega organizma, a ne, bomo pač mi po dnevi, tudi ko si buden, boš ti sanjal. Se pravi, dejansko med tem, ko so budni po dnevi, sanjajo, imajo REM spanc in to je v bistvu alkoholni delirij. In tu lahko pač vidimo, na kak način pol tudi povzroča demenco. Demenca nastane predvsem zaradi tega, ker se v možganih navedeta dva proteina. Sta pa amaloidni protein pa tau protein, sta v bistvu taka lepljiva proteina, ko se zalepita. Ne vem zdaj točno kako, tako da ne bom preveč podrobno šel, bi si mogel prebrati, ampak povzročata, mislim, da nevrotransmiterji ne delujejo več tako, kot je treba. Se pravi, ožiganje sinaps ni, oziroma povezave informacij na sinapsah pač niso več take, kot bi mogle biti. In to na dolgi rok pač povzroča demenco. Demenca se v bistvu, to pa je dokazano, da na primer spanc, če je manj, ko je REM spanca, večje je tveganje za demenco. Glih zaradi tega, ker po noči se med REM spancem, prav med REM spancem, samo med REM spancem se vključi limfatični sistem, se reče. To je v bistvu tako komunalna služba za možgane. In spuče iz telesa tau protein pa amaloidni protein, zaradi tega, da pač sinapse lahko drug dan delujejo normalno. In tega pri alkoholikih ni, oziroma pri alkoholu ni, ko smo en noč pijani, oziroma gremo spat taki, in pač to poveča tveganje za demenco. Se pravi, alkohol je prva stvar. Druga stvar, mogoče ni glih substanca, je pa isto, če ne še hujš kot pa alkohol, to so pa socialni mediji. Karkoli, poročila, svet na kanalu A, Instagram, Facebook, karkoli spada pod socialno medijo. 24ur.com. Mislim, da je na štetih medijih, ko so 95 stvari, ko so bullshit, ko manipulirajo, pač odvračajo pozornost od dejanskih problemov. Se pravi, taka stvar. Sploh ne bom šel globje, manipulacija, odvračanje pogleda oziroma pozornosti od resničnih problemov, pa povzročanje nekih, kaj so že, no? Konfliktov. Povzročanje konfliktov. Se pravi, to je druga stvar. Tretja stvar je pa ego. Zdaj ne me narobe zastopiti, mi ego rabimo, oziroma naš ego nas ne glih definira, ampak je večina naših interakcij z pač našim okoljem. In zdaj ego v bistvu filtrira to, kar mi vidimo, pa se odloči, kaj bojo naši možgani zaznali. To je na easy povedano, pa na najbolj laično, kakor je možno. Se pravi, ne vem, mislim, ego je potreben zaradi tega, ker naše oči sicer zaznajo, ne vem, v eni sobi 1000 stvari, ampak mi jih dejansko vidimo, če bi eno vprašal, koliko stvari pa bi jih zdaj naštel, bi mogoče videl, ne vem, 30 ali pa 50. Ego prefiltrira stvari iz relevantnih in nerelevantnih in pač mi vidimo tisto, kar je za nas pomembno. Pač mi v bistvu ne zaznamo celotnega svojega okolja, zato je tudi realnost mislim, bom šel drugič v to. Ego prefiltrira informacije in zaradi tega, ker v bistvu, če mi ne poznamo sami sebe dovolj, oziroma svojega ega, nam lahko dejansko ne glih cvre ali pa uniči možgane, ampak nam lahko malo zamegli realnost, no. Se pravi, 3 stvari, alkohol pa socialne medije, to bi lahko dal kar skupaj v en, ker bi se ne bi mogel odločiti, kaj je hujš, pa ego. To so v bistvu 3 glavne stvari. Pol imamo pa seveda itak še psihedelične droge pa vse, ampak tam bi se dalo bolj debatirati, a nam v bistvu bolj prikažejo, kaka je realnost, ali nam scvrejo možgane. Je itak tudi odvisno od človeka, kak ti človeka si, kako imaš genetiko, kako imaš odzadje, v kakem okolju vzameš, karkoli. Prevelika tema je pa preveč nejasna, zato je ne bom dal to zraven. Četrto vprašanje. Katere vaje lahko izvajaš na štangah, da s tem delaš na mišični masi in po koliko? Hvala za odgovor. Ok, zdaj,
Štange so itak, po mojem mnenju, ena izmed boljših stvari, ko lahko delaš za svoje telo. Če hočeš biti zdaj, da nisi zdaj nek športnik, ampak da hočeš biti sam zdrav, da hočeš fajn izgledati, pa da hočeš biti optimalno funkcionalen, so štange ful fajn zadeva. Zdaj pa, kako delati na štange, da povečaš mišično maso, pa koliko ponovitev oziroma koliko vaj. Mišična masa se poveča, prvo kot prvo moraš imeti kalorijski presežek, da lahko zgradiš, pol moraš imeti regeneracijo, da lahko zgradiš. Se pravi, to sta dve stvari, ko sta poleg treninga na štangah še pomembni. Se pravi, štange, spanc oziroma regeneracija, pa hrana. To troje je najbolj pomembno. Zdaj pa, kako izvajati vaje na štangah? Čist odvisno, ali si začetnik, ali si nek intermediate, ali si pa bolj proti profesionalcu, kakor si lahko pač profesionalc na štangah. Za začetnike je tak, da se jim bo načeloma mišična masa zvečala hitro, ne glede na to, kaj bodo delali, zaradi tega, ker pač telo dobi tak impuls, ko ga še nikoli ni dobil in pa začne samo boleti mišično maso. Pri srednjih oziroma pri profesionalcih je pa pol že bolj moraš iti na tiste neke okvirne ponovitve, ko so do zdaj bile prikazane, da pač delujejo. Načeloma je tek. Na štangah je mogoče malo drugače, kot pa bolj, ko greš v fitness pa delati za moč na napravah pa tek, ampak je pa po moje bolj kot ne isto. Se pravi, 8 do 10 setov za mišično skupino na teden. In zdaj to ni važno, se pravi, tu se v bistvu upošteva volumen. 8 do 10 setov na določeno mišično skupino oziroma na mišično skupino in to je to. Nimaš kaj druga za sanjati. Se pravi, imaš 3 treninge na teden, narediš po 3 do 4 serije za pač določene vaje. To je to. Ponovitve so pa tak. Zdaj za povečanje mišične mase mora biti volumen dosti velik, to smo razčistili, se pravi serije. Moraš utruditi mišico, se pravi mišica mora priti skoraj do popolne utrujenosti, pa range of motion mora biti čim bolj dolg, da se vključi cela mišica, pa da pač tudi iz prirastišča dela mišica, ne sme biti pa tako, da v bistvu počivaš. Se pravi, pri štangah je to mogoče malo težje, zaradi tega, ker pač moraš skozi nadzorovati svoje telo, ko pa ne vem, če delaš biceps curla, ampak glih zaradi tega je po mojem tudi bolj učinkovita mišična rast oziroma malo hitrejša mišična rast. Jaz bi delal 8 do 10 serij določene vaje, 6 do 10 ponovitev, čisto odvisno, koliko smo tudi zmožni, ampak važna je odpoved. Niso toliko važne ponovitve, važno je, da je gibanje počasno, se pravi, ne vem, če delamo pull-up, potegnemo, oziroma chin-up, potegnemo do brade, to je rečemo potovanje iz stegnitve pa do brade je 1 sekunda, 2, 3, 1 sekunda, 2, 3, tak tempo ne bo. In zdaj ni važno, koliko bo to prišel. Prišel na 5 ponovitev, da boš uničil mišico, da ne boš mogel več narediti 6, je to. Če boš prišel do 15, boš pač delal 15 ponovitev. In to je to, pač skoraj vedno moraš iti do približne odpovedi mišične mase, mišic, pa 10 serij moraš delati na teden. To je pa v bistvu cela znanost. Pol pa, ko si ne vem, če si pa nek pro, da res pač ne moreš več povečati, mislim, da ti res se ustavlja povečanje mišične mase, bi pa je šel, da dodaš bremena, da si jih pač obesiš gor, ali pa da enostavno delaš vaje s poudarkom na izometrično kontrakcijo. Se pravi, 1 sekunda gor, zadržiš, 2 sekundi, počasi dol, ne čisto do iztegnitve, nazaj. 1 sekunda gor, zadržiš, 2 sekundi, skoraj do iztegnitve, pa nazaj in to ponoviš. In izometrična kontrakcija poskrbi samo za to, da se ti bo aktiviralo še več mišičnih vlaken, ker samo to je fora, ti moraš mišična vlakna aktivirati pa jih potrgati. In ko si enkrat full močen, se pač vključijo zunanje mišice oziroma zunanja mišična vlakna in moraš res se potruditi, da celo mišico vključiš, ker če ne pač prevzamejo druge zunanje močnejše mišice. To je to. Peto vprašanje. Kaj meniš o cheat dayih, ko folk poje 10.000 plus kalorij na dan, en dan v tednu, čez teden pa so v deficitu in strogi pri hrani? Zdaj nazadnje, ko sem gledal raziskav glede cheat dayov pa tega, pač kdaj bi bilo najbolj optimalno, so delali raziskavo, da je bila, ena skupina je delala tedenski cheat day, se pravi enkrat na vsak teden, ali pa enkrat na 4 tedne, ker je bilo pokazano, da približno 4 tedne kalorijskega deficita povzroči, da se naš metabolizem malo zniža in tega pač nočemo. To je najbolj problem pri izgubljanju mišične maščobne mase, ko si že fajn zrezan, ker enostavno ti pač telo ne dovoli shujšati več, zaradi obrambnega pač sistema. In so ugotovili, da je načeloma dejansko malo boljš, če delaš vsak teden enkrat. Zdaj pa, kaj je pa moje mnenje o tem? Moje mnenje je o tem, da pač ne samo, da je to super zadeva, da je to skoraj nujna oziroma potrebna zadeva, ampak ne zdaj, da poješ 10.000 plus kalorij na dan, tako je pač bilo v tem vprašanju.
Če hočeš ti hujšati oziroma zgubljati telesno maso, je važen kalorijski deficit. Ampak to ne dnevni kalorijski deficit, jaz bi bolj šel na tedenskega oziroma celo mesečnega. Ampak boljše tedenski. Zdaj pa, če ti imaš, rečemo, da pokuriš 2500 kalorij na dan. In zdaj imaš ti vsak dan poješ 2300 kalorij. Se pravi 200 kalorij manj. Je to na teden 1400 kalorij manj, se pravi, ko si jih pa pokuril. Pokuril si jih 14000, pojedel si jih pa 12600. To pomeni, da boš hujšal. In zdaj, če ti en dan dodaš cheat meal ali pa cheat day, pa poješ 10 000 kalorij, ti konc tedna ne boš v kalorijskem deficitu. In ti moraš konc tedna biti v kalorijskem deficitu. Če ne ti nič ni koristilo, da si bil ti 5-6 dni priden, pa si pa zadnji dan pojedel 10 000 kalorij. Če pa ti vzameš cheat day oziroma cheat meal tak, da poješ, ne vem, ponavadi poješ 2300 kalorij, pokuriš jih 2500, pa si jih zdaj pač pojedel 2700 ali pa 2800, boš še vsem konc tedna imel kalorijski deficit, sicer ne bo več 1400 kalorij, ampak boš še vsem 500-600 kalorij, kar je pa zadost, da ne boš zaostal oziroma pridobil celo mišične maščobne mase. Ker ljudje dejansko cel teden so pridni, pol jih pa zadnji dan odreže, zaradi tega, ker vejo, da lahko imajo cheat meal, oziroma da morajo imeti, zaradi tega, ker pač nimajo urejenega plana prehrane in se pač ne pa pojejo 4000-5000 kalorij, kar ni težko narediti iz predelane oziroma procesirane hrane. In se dejansko redijo, čeprav so cel teden imeli kalorijski deficit. Tako da to je v bistvu moje mnenje. Pa to je v bistvu razlaga. Ok, pa še zadnje vprašanje je pa v bistvu me vprašal en borc. S kakim tempom na biciklu ali pa teku se najbolj zbija kile? Zdaj tako je. Fajterji, ko zbijajo kile, so načeloma itak že izrezani. In v bistvu kar zbijaš, ti zbijaš vodo. Se pravi, cilj je, da svoje telo čim bolj zagreješ, da bo začelo izplakovati vodo, ampak zaradi tega, ker je, ne vem, to 3-4 dni pred fajtom, ne sme biti preveč napor na telo, zaradi tega, ker se boš pač skuril. Obenem imaš tudi kalorijski deficit zelo velik in veliko kdo naredi napako, ko gre delati, ne vem, neke ful intenzivne treninge, pa to, saj res, da delaš 20 minut ali pa 30 minut, pa pač res spučeš vodo iz sebe, ker se pa zagreješ. Ampak si pa naredil problem za mišice in problem za živčni sistem. Jaz bi raje šel dolgotrajajoči nek steady state kardio, vredi si gor obleči, da pač telo ne more neki ful dihati. Pa čez to lahko daš pa ti karkoli, pač ali ono švic obleko, ko v bistvu je tako sauna sud, ali pa neki, tek boš v bistvu se ful fajn pregledal. In idi na takem pulzu delaš, se pravi, to je neki 55%, da še ne proizvajaš laktata oziroma mlečne kisline. Se pravi, lahko greš, cel dan goniš, pa se ne boš utrudil iz vidika laktata. Se pravi, ne bo ti zakiselo mišic. In to delaš, dokler da ne zgubiš toliko kil, ko pač rabiš. Vse skupaj bi dal še, bi ukorporiral zraven še savno ali pa vodo, toplo, zaradi tega, da si telo res pregreješ, sicer bo, mogoče bo, po eni strani je lahko psihično malo težje, po drugi strani bo lahko psihično malo lažje, ker ne boš rabil vse 2 ali pa 3 ure na biciklu, ker boš že prej pregret, pa boš lahko 1 uro pa pol ali pa 2 uri, pa se boš še švico. Lahko pa da ti bo težje, zato ko boš mogel v vodi sedeti, ne vem, 20 minut ali pa v savni 20 minut, ko boš že tako ubiti od celega tedna hujšanja. Se pravi, ja, tako lahko načeloma najlažji način. Če imaš pa več cajta, pol se pa začne itak s prehrano, da lepo gre maščobna masa dol počasi, da lahko pol manj vode izgubiš. Ampak načeloma itak nimajo profesionalci neke ful veliko maščobe, tako da voda je največji problem. Ok, to je to. Hvala za ogled. Malo sem bil zdaj bogi iz videa, zaradi tega, ker imam ful stvari, pa skozi hočem neke članke pisati, ker imam milijon idej, pa svojo stran moram vzdrževati, da pa če skozi nekaj noga gr. Teda ja, bom probal sicer, da bojo videi čim bolj pogosto, ampak nič ne moram obljubiti. Bom se pa potrudil. Druga stvar pa, ko je, čim prej bi bilo fajn, da nabijem neko pač publiko tule na YouTube, da je čim več subscriberov zaradi tega, ker je pol ful lažje, ker lahko zraven vsake moje trditve, ko jo dam, zraven, ne vem, na levi strani ali pa od spod dam nek link, ko te pelje direktno do raziskave. Tako je v bistvu vse v opisu, pa pol se komu ne da pogledati, oziroma ne more najti, ne zna najti karkoli, tako bo ful lažje. Tule bom dal direktni link, pa bo pač takoj prišel do raziskave oziroma do članka. Zaenkrat bom pa sam, tako ko sem prej na začetku, bom dal tule videe, tule bo zdaj en pa tu drug. Pa na teti strani tu od spod klikni rdeč gumbek, da se boš naročil na moj kanal, če te pač zanima vsebina. Boš pač
ful preizvedel pol take stvari, ko pa mogoče koga zanimajo. Ok, to je to. Hvala lepa za ogled, pa fajn bod.